na mladih svet stoji, to je nekakšen rek, ki ga zelo pogosto slišimo in sicer že dolgo poslušamo. Zdaj, kdo so ti mladi? Če smem malo karikirati, pa si privošči tudi kakšnega izmed svojih ožjih, pa kljub temu ni slabonamerno. Ni še tako dolgo, ko je moj oče rekel, ki je seveda že zdaj kar v letih, ker sem že jaz tudi, pravi, včasih je bilo toliko starih ljudi pribaš, zdaj pa skoraj nobenega več ne vidim. Seveda, ker je sam prišel v tisto generacijo, ki jih je včasih gledal, ampak to je pa težko sprijeti ali pa ni nekako navadja. In tudi tukaj se mi zdi, da sicer govorimo o mladih, hkrati pa kar naprej mislimo, da smo mi tisti, ki smo mladi in ki smo tukaj v središču pozornosti in težko odstopamo prostor, ki ga mladi dejansko potrebujejo, in to je prvi tak vidik, ki bi ga izpostavil. Govorimo, da se mladi nahajajo v nekakšnem vakuumu, v praznem prostoru. Če ponazorim, včasih, tudi v mojih generacijah, ko smo govorili o mladih in jih morda tudi gledali z nekakšnim sočutjem, smo ugotavljali, koliko morajo ti ljudi delati. Delo je bil glavni problem, s katerim so se ukvarjali. Danes se seveda ta občutek povsem obrnil, danes je glavni problem, ker nimajo dela. Se pravi, obrnen svet na nek način in tega obrata brez izkušenj ne moremo kar tako storiti, zato se mi zdi, to je pa drugi poudarek, bom potem povezal, z enim primerom ga zopet ponazorim, zdaj že kakšno leto, morda dobro leto nazaj, ko sem imel neke duhovne vaje za najstnike, 9. razred za birmance, kot temu pravimo, in smo se pogovarjali o njihovih vizijah, kaj v življenju pričakujejo, kaj želijo in kakšna je njihova vizija, kakšen poklic si bodo zbrali. 99% odgovore bi bilo še ne vem. In ko vprašamo maturante, še vedno večinoma pravijo ne vem. Še študenti na fakultetah, ki imajo nekako že bolj ali manj začrtano smer, kaj bodo v življenju delali, še ne vem. Če potegnemo to primerjavo recimo v situacijo izpred 30-40 let, takrat smo imeli vsak dan skoraj novo vizijo, vsak dan nov poklic, vsak dan novo idejo. Danes pa že pred vrati, ko bi morali napraviti, če se skoraj korak v prihodnost, še ne vedo, kam ga bodo napravili. Samo tako skiciram in seveda pomeni, da so izzivi današnjih mladih bistveno drugačni od izkušenj, ki so jih imele na tem področju prejšnje generacije, in se mi zdi, da jim tukaj z nekimi neposrednimi nasveti težko kaj pomagamo. Vprašanje pa je tudi, če to vrstno pomoč od nas pričakujejo oziroma če jo potrebujejo. Ko smo se na teh duhovnih vajah pogovarjali o takih vprašanjih, sem jih med drugim vprašal, kaj bi želeli, da odrasli za vas storijo. In ni bilo treba dolgo čakati, je nekdo rekel, zase naj poskrbijo, pa bodo največ napravili. Skratka, gre za ta obrat, ki je potreben storiti, da se obrnemo k sebi, da sproti rešujemo svoje izzive, svoje težave, svoje probleme. Mladi bodo potem, čeprav z določenim tveganjem, to trdim pa vendarle, zase že poskrbeli. Velikokrat se zelo ukvarjamo z mladimi, zato ker bežimo pred lastnimi izzivi in pred lastnimi problemi, pred lastnimi težavami. Tako da, če bomo zase poskrbeli, bomo mladim s tem že veliko dali. In ko govorimo o apatiji, o apatični mladini in tako naprej, za študente in študentke, ki delajo kakšne vaje bolj v zadnjem trenutku, in takih je kar nekaj, navadno vedno, jim dam en izhod v sili, in sicer vaje pač pri psihologiji vzgoje lahko naredijo tako, da se 100 minut vozijo po nekem, oziroma z nekim javnim prevoznim sredstvom. Ali gredo na avtobus, že znan primer, ali na vlak, ali kakorkoli, in tam poslušajo, kako se odrasli ljudje pogovarjajo. Ne o čem in kaj, ampak kako se pravi, ali se informirajo, imajo občutek, ali se hvalijo, ali negativno komunicirajo, kot se temu uradno reče, oziroma bolj po domače, ali jamrajo.
Doslej imam že okrog blizu 30.000 minut zbranih in je 72% jamranja. Skratka, če se mladi srečujejo z odraslimi, ki pretežno jamrajo, ki so apatični, ja, kakšni bodo potem lahko oni? Tako da je glavni izziv, se mi zdi, za mlade dane, za odrasle v odnosu do mladih, da poskrbimo zase, za svoj življenjski prostor, tudi za svoje odnose. Nič ni bolj osrečujočega ali komaj kaj za otroka kot zadovoljna, srečna oče in mati, ki se imata med seboj rada. To jim več pomeni kot izkazovanje neke bližine na račun izkazovane bližine možu ali ženi. In ti občutki jim predpostavljajo nekakšen vakuum, skratka, ki daje znamenje nepotrebnosti. Skoraj bi bilo boljše, da vas ne bi bilo. Bodo pa potrebni, če bomo mi poskrbeli zase, potem bodo tudi oni lahko poskrbeli zase in skrbeli za svoje vizije. In v tem smislu gre za izziv po samospreminjanju, po spreminjanju navad, vsak v svojem prostoru, vsak na svojem mestu. Prepričan sem, da se bo s tem spreminjalo tudi okolje okrog nas. Toliko za enkrat morda.